Dobro, glede na to, da smo sklepčni, predlagam, da začnemo, in tudi čas je že tak, da začnemo tole 34. seje Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Najprej vse prisotno lepo pozdravljam, še posebej članice in člane komisije ter ostale goste, tako z ministrstva, kakor tudi z podjetja Slovenski državni gozdovi, kakor tudi ostali, ki boste poročali na tej seji. Uvodoma bi povedal, da se ta seja snema in da bo potrebno hoditi za govornico, kdor bo razpravljal ali pa predstavljal poročilo, se pravi gradiva teh, se pravi, ki so povezani z dnevnim redom, s točkom, bo šel za govornico in bo razpravljal in predstavljal na sami govornici. Mislim, da je tukaj dovolj za začetek in da lahko kar gremo k sprejemanju dnevnega reda. Se pravi, za današnjo sejo imamo predlagan naslednji dnevni red. To je točka 1, letno poročilo družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o. o doseganju ciljev gospodarjenja v državnih gozdovih za leto 2020. Poročilo je bilo objavljeno na spletni strani Državnega zbora in smo ga dobili v elektronski obliki kot gradivo. Potem se predlaga točka 2, to je potrditev zapisnika 11. in 12. izredne seje ter 33. redne seje komisije ter po točka 3 so pobude in vprašanja. To je tak je sklic, odpiram razpravo na predlagani dnevni red. Če razprave ni, prehajamo na glasovanje. Kdo je za to, da se predlagani dnevni red potrdi v predlagani obliki? Hvala lepa. Vidim, da smo vsi glasovali, ki smo navzoči. Kot sem pa že uvodoma rekel, komisija je sklepčno, prisotnih je trenutno 5, vpisanih pa 6 članov komisije od 9. Lahko preidemo kar na sam dnevni red, se pravi prva točka, letno poročilo družbe Slovenski gozdovi, d.o.o. o doseganju ciljev gospodarjenja v državnih gozdovih za leto 2020. Leto 2020 je bilo malo drugačno, zato je verjetno tudi temu prilagojeno ali pa tudi poslovanje, tudi so verjetno tako številka, kakor tudi sama vsebina nekoliko drugačna, to bodo pač povedali predstavniki podjetja. Na današnjo sejo smo vabili iz Ministrstva za kmetijstvo je z nami gospod Anton Hari, državni sekretar, lepo pozdravljeni. Potem Tanja Krebs, tudi iz Direktorat za gozdarstvo in lovstvo, tudi njej lep pozdrav. Potem je direktor Slovenskih državnih gozdov, se pravi, oni imajo to glavni direktor, gospod magistr Robert Tomazin, tudi vam lep pozdrav. Potem gospod Andrej Janša, Slovenski državni gozdovi, finančni direktor, tudi vam lep pozdrav. Marta Briški, vodja sektorja za splošne zadeve, tudi vam lep pozdrav. Jože Strle, vodja službe prodaje in logistike, lep pozdrav. In pa najav se tudi Miha Koprivnikar z Kmetijsko-gozdarske zbornice, ga pa še ni v dvorani, bo pa je. Miha, živijo, pozdravljen, mi dva se malo bolj poznava. Sem bolj okoli gledal, pa nisem vedel, da so tako blizu. Lep pozdrav tudi tebi. Z nami je še iz Slovenskih državnih gozdov poslovni direktor, gospod Matjaž Juvančič. Sem ga v pozdravih izpustil. Še enkrat, to je naša osrednja točka, zato sem tudi natančno šel po predstavitvah. Jaz bi kar zaprosil, verjetno bo prvi začel glavni direktor, gospod Tomazin, dajem vam besedo, pridite za govornico in beseda je vaša. Spoštovani gospod predsednik, spoštovani člani komisije, lep pozdrav v imenu družbe Slovenski državni gozdovi. Tako kot je predsednik uvodoma povedal, je bilo poslovno leto 2020 izjemno zahtevno, po eni strani zaradi epidemioloških razmer,
po drugi strani pa tudi zaradi na nek način vodenja družbe Slovenski državni gozdovi. Družba Slovenski državni gozdovi oziroma nadzorni svet družbe Slovenski državni gozdovi je 5. maja odpoklical takratno dvočlansko poslovodstvo in imenoval začasnega direktorja, ki je vodil družbo od 5. maja pa do 31. decembra. Površina Slovenskih državnih gozdov se je v letu 2020 povečala in ta trenutek znaša približno 239.000 hektarjev. Varovalnih gozdov je 21.232 hektarjev, od tega gozdnih rezervatov 5.974. V letu 2020 je družba Slovenski državni gozdovi posekala približno 1.114.000 kubikov lesa, kar je v skladu z gozdno-gospodarskimi načrti, ki govorijo o 1.115.000 kubikov etata na leto. Od tega je bilo sanitarnega poseka 35%, prihodki od prodaje pa so zaradi vplivov epidemije nekoliko upadli in so znašali 56 milijonov evrov. Povprečna prodajna cena v letu 2020 je znašala 47,23 evra, kar je na nek način primerljivo s ceno, ki so jo dosegali koncesionarji v letih 2012-2013. Dobiček družbe je konec leta 2020 znašal 7,5 milijonov evrov, prodaja po dolgoročnih pogodbah je znašala 57% celotne prodaje, investicije so bile v preteklem letu oziroma v letu 2020 sorazmerno skromne in so znašale 3,4 milijone evrov. Za primerjavo s sedanjemu stanju lahko povemo, da znašajo investicije v letu 2021 14 milijonov evrov in v letu 2022 skladno s potrjenim letnim poslovnim načrtom so investicije opredeljene tudi na nekaj več kot 14 milijonov evrov. Konec leta 2020 je bilo v družbi zaposlenih 300 zaposlenih, ta trenutek je v družbi zaposlenih približno 340 zaposlenih, kadrovski načrt do konca leta je predvideval zaposlitev še 18 sodelavcev, tako da naj bi po kadrovskem načrtu družba zaposlovala 31.12.2021 358 zaposlenih. Če pogledamo, bom rekel, še eno leto naprej, kadrovski načrt za leto 2022 predvideva, da bomo leto zaključili s 395 zaposlenimi. Povečanje števila zaposlenih gre pa predvsem v smer zaposlovanja proizvodnih delavcev, zaposlovanja sodelavcev v logistiki. Dodana vrednost na zaposlenega je pa v letu 2020 znašala 75.969 evrov. Skladno z zakonom o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije imamo številne cilje in sicer cilj številka 1 o upoštevanju načel trajnostnega, večnamenskega in sonaravnega gospodarjenja z državnimi gozdovi dosegati čim višji donos in kakovost gozdno-lesnih sortimentov. Lahko ugotavljamo, da so bili cilji primerljivo doseženi v razmerju do preteklih let, medtem ko pa si upam ali pa drznim si trditi, da smo te nivoje kakovosti in donosa v obdobju od imenovanja nove uprave s polnim mandatom, to pomeni od februarja leta 2021 dalje, bistveno dvignili. Finančni kazalniki, podatki in kazalci potrjujejo, da je družba poslovala donosno, vplačala je 10,8 milijonov evrov v gozdni sklad ter dosegla 9,1 milijonov evrov dobička pred davki. Prodala je 1.115.000 kubikov gozdno-lesnih sortimentov, kot že prej navedeno, od tega 57% po dolgoročnih pogodbah. Pri gospodarjenju z gozdovi so se upoštevale vse usmeritve iz gozdno-gospodarskih in gozdno-gojitvenih načrtov ter ostale strokovne usmeritve, ki jih podaja Zavod za gozdove Republike Slovenije. Izvedena so bila ravno tako obsežna vlaganja v gozdovi v obliki gozdno-gojitvenih, varstvenih del za spodbujanje ekoloških in socialnih funkcij,
gozdov ter vlaganj v gozdno infrastrukturo. Z lastnimi zmogljivostmi za posek in prevoz gozdno-lesnih sortimentov smo zagotavljali ažurno izvajanje potrebnih sanitarnih sečenj ter omogočali razvoj in vnos sodobnih tehnologij v gozdarstvo. Tu velja pripomniti, da smo si zadali v naslednjem mandatnem obdobju smele in drzne cilje. Želimo do leta 2025 doseči 35% lastno proizvodno. Cilj iz strateškega načrta, ki je bil potrjen 15. aprila letošnjega leta, pa govori o tem, da moramo imeti lastne proizvodnje najmanj 20%. Ravno tako na področju gozdarske logistike želimo z lastnimi transportnimi sredstvi zagotoviti 50% pokritost gozdnih ali pa logističnih kapacitet. Naslednji cilj je prispevati k vzpostavitvi in razvoju gozdno-lesnih verig, promociji lesa in lesnih proizvodov ter oblikovanju zelenih delovnih mest. Prodajo lesa smo prioritetno izvajali po sklenjenih dolgoročnih pogodbah o prodaji lesa, ki smo jih sklenili z domačimi predelovalci lesa. V okviru hčerinskega podjetja družbe Snežnik smo dodajali vrednost lesu iz državnih gozdov ter z njimi razvijali delovanje prvega centra za zbiranje in predelavo lesa. Promovirali smo gozdarstvo, krepili zavedanje o pomenu predelave in rabe lesa. Z oskrbovanjem domače lesno-proizvodne industrije in manjših obratov za predelavo lesa na podeželju smo podpirali ohranjanje in razvoj zelenih delovnih mest v Sloveniji. Tu velja izpostaviti, da slovenski državni gozdovi predstavljajo cirka 20% vseh gozdov v Republiki Sloveniji, vendar pa z 20% državnih gozdov pokrivamo več kot 30% potreb slovenske lesno-predelovalne industrije. Cilj 3 je dolgoročno povečevati površino državnih gozdov. Za Republiko Slovenijo smo v letu 2020 povečali površino državnih gozdov za skupaj 2203 hektarje. Letni cilj se vrti okrog 1200 hektarjev. Prodaja oziroma nakup gozdov pa je odvisen od spleta okoliščin, predvsem od tega, kakšna in kaj vse vpliva na dejstvo, da nekateri lastniki prodajajo svojo nepremičnino. Povečevali smo lastništvo državnih gozdov v kompleksnih gozdovih, to je v gozdovih s površino nad 5 hektarjev, lastništvo v varovalnih gozdovih, v gozdovih s posebnim pomenom in gozdovih na zavarovanih območjih. Z nakupi je družba pridobivala gozdove predvsem izven območja obstoječih kompleksov in na ta način ustvarjala nove komplekse državnih gozdov. Cilj 4, prispevati k doseganju ciljev razvoja podeželja, zrasti ohranjanja kmetij in podeželja v gorskem in hribovitem svetu z omejenimi možnostmi gospodarjenja. Z oblikovanjem primernih pogojev za izvajanje storitev v gozdovih smo začeli vzpostavljati ugodnejše okolje za omogočanje dela gorskim kmetijam. Ta trenutek imamo v fazi potrjevanja tudi pravila o dolgoročnih sporazumih glede izvajanja poseka in spravila, ki omogoča, da bi na nek način prioritetno obravnavali gorske kmete. Ugotovili smo, ni neka nova ugotovitev, je bila verjetno že izpostavljena tudi tukaj pri vas v državnem svetu, da zakon o javnem naročanju ni ravno najboljši pristop pri oddajanju del v gozdovih v lasti Republike Slovenije. Slednje velja tako za posek in spravilo, kakor tudi za gojitvena in varstvena dela. Z našimi ukrepi želimo, ta pristop nekoliko spremeniti in ga obrniti tako v smer, da prispevamo k doseganju teh ciljev razvoja podeželja, kakor tudi v smer dviga kakovosti na eni strani poseka in spravila lesa, po drugi strani pa tudi dviga kvalitete upravljenih varstvenih in gojitvenih del. Cilj številka 5 je prispevati k doseganju ciljev ohranjanja narave
zlasti k doseganju ciljev v območjih Natura 2000 in zavarovanih območjih. Pri gospodarjenju z državnimi gozdovi smo spoštovali usmeritve z področja ohranjanja narave in gospodarjenje prilagodili tem zahtevam. Verjamem pa, da so še vedno področja, kjer se lahko izboljšamo in jih bomo v naslednjih letih tudi izboljšali. Cilj 6 na področju gozdov, gozdarstva, lesarstva, omogočati usposabljanje strokovnega osebja ter podpirati izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo. Omogočali smo izvedbo praktičnega pouka, terenskih vaj izobraževalnim institucijam, ki v svojem programu svoje delo navezujejo na gozdarstvo. V sodelovanju skupaj z kolegi gozdarji iz Zavoda za gozdove smo omogočili dijakom, študentom študentsko delo. To prakso nadaljujemo tudi v letu 2021, tudi v letu 2022, pri katerem so spoznavali vse elemente in pripravo del letnega načrta posega in vlaganj v gozdove. Družba je v okviru sodelovanja Srednjo gozdarsko in lesarsko šolo Postojna ter Biotehniško fakulteto Univerze v Ljubljani 24 študentom in dijakom omogočila tudi opravljanje praktičnega usposabljanja. Cilj 7. Izvajati prodajo lesa na panju v minimalnem obsegu. Količina prodanega lesa na panju je bila minimalno in je znašala 309 kubikov, kar je 0,03% prodanih količin lesa. Prodaja na panju se je izvajala večinoma kot poseg posameznih mejnih in nevarnih dreves in v primeru izvajanja poseka na parcelah v solastnini, kjer je Republika Slovenija manjšinski lastnik. Največ prodaje lesa na panju smo izvedli na solastniških parcelah, kjer so bile količine sečnje minimalne in delež res manjšinski. Prodaje iz lesa na panju smo izvajali skladno s pravili o načinu in merilih za prodajo gozdno-lesnih sortimentov. Podrobnejše pojasnila so navedena v samem poročilu. Verjamem, da bo današnja razprava mogoče usmerjena v prihodnost, zato smo s celotno ekipo, ki je danes tukaj prisotna, pripravljeni na vaše vprašanja, pobude, na katere bomo tudi odgovarjali po načelu, jaz temu velikokrat rečem, direkt v čelo. Se pravi, brez nepotreb. Ja, hvala lepa glavnemu direktorju, gospodu Tomazinu, za ta uvodno poročilo. Kakor je bilo že povedano, gradivo je bilo poslano v elektronski obliki, zelo obširno, natančno, tako da kdor je hotel pogledati, je to tudi lahko pogledal. Seveda pa ekipa je na voljo za vprašanje. Še prej bi pa dal besedo državnemu sekretarju, če želi, ni potrebno. Predstavniku Kmetijsko-gozdarske zbornice, gospod Miha Koprivnikar, želite beseda? Ja, izvolite. Lepo pozdravljeni. Strani lastnikov gozdov oziroma Kmetijsko-gozdarske zbornice lahko seveda damo komentarje na tiste vsebine, ki se nanašajo direktno na lastnike gozdov oziroma naše člane. Gospod direktor je že omenil cilj 4, prispevati k doseganju ciljev razvoja podeželja, zlasti ohranjanja kmetij v gorskem in hribovitem svetu. Na to temo vidimo, da je v letu 2020 nekolikšen upad posekanega lesa strani teh kmetij. Mi razumemo, da je sistem javnih naročil neprimeren za tak sistem pogodbenega odnosa z temi kmetijami. Mislimo, da glede na to, da je to v zakonu o SEIDG-ju kot eden izmed ciljev, da se bi verjetno dale najti rešitve tudi pri izjemah glede javnih naročil in da bi se to področje lahko uredilo, kot smo slišali, da se že ureja, in pozdravljamo te sistematične rešitve, da pride do večjega izvajanja del strani hribovskih kmetij. Opozoril bi pa še tudi na cilj 3, nakupi gozdov. Hribovske in gorske kmetije so direktno odvisne od gozdov, ukolikor
kdajkoli ob prenosu, generacijskem prenosu te gozdove slučajno odprodajo, potem pravzaprav taka kmetija nima dolgoročnega zagotovljenega nekega obstoja. In tu bi pač opozoril na eno previdnost, da se ta cilj ne tepe z ciljem 4 ohranjevanja gorskih in hribovskih kmetij, ker v določenih primerih so lahko interesenti tudi za večje komplekse od 30 hektarov, tudi sosednje kmetije in v takih primerih sosednje perspektivne kmetije, ki bi v takih primerih lahko SiDG tudi odstopil od teh ponudb, seveda ob nekem širšem pozanimanju glede samega poslovanja take kmetije. To so bile v glavnem 2 točke, na katere smo. Hvala. Hvala lepa gospodu Koprivnikarju. Predno odprem razpravo, bom par vprašanj sam postavil. Mislim, da je potrebno pač, da tudi okrog tega določene stvari rečemo, ker ravno to, kar je gospod Koprivnikar govoril, izvajanje, se pravi del v državnih gozdovih s strani lastnikov gozdov, predvsem hribovskih, gorskih, kjer si želijo ali pa je bil predvsem mišljeno, da bojo ustvarili dodaten dohodek na kmetiji, se vse skozi vleče, že kar je bil ta zakon sprejet, vse skozi se to nadaljuje. Nisem pa nikoli niti sam mogel ugotoviti, koliko je sploh interesa pri teh kmetih po takih delih, ne? Ali obstoje mogoče na zbornici to poznate ali pa na SiDG-ju, koliko sploh tega interesa je, ali pa res mogoče treba najprej pripraviti take pogoje, da se bodo pač te kmete bolj odzivali na te razpise. Tukaj mi je ena neznanka, ne? Zdaj, če gre tukaj za par kmetij, potem je določen pristop, če pa je želja po temu, da se ta dela izvajajo, potem pa je treba seveda stvar take pogoje, da bodo prišli pri razpisu zraven. Zanima me tudi, kaj je s temi lesnimi centri. Bilo je pred leta 1918 veliko govora o ustanovitvi lesnih centrov, zdaj ali je zdaj v teh strateških načrtov podjetja, da se te centra ustanovijo in da začnejo delati, ali je način dela v prihodnje tak, kot je tudi nekje do zdaj. Komentiral bi malo tole tudi večkrat rečeno, ne, mi zelo dobro gospodarimo, 20% gozdov imamo slovenskih, pa pač zalagamo za surovino naše lesne industrije, prodajemo in tako naprej. Vedno je treba poudariti, da to so najboljši gozdovi v Sloveniji, se pravi tako po rastiščih, kakor tudi po lesni masi, in je nekako samo po sebi umevno, da so tudi na nek način večji oskrbovalci našega trga. Večkrat je bilo tudi izpostavljeno v preteklosti, ne vem kako je zdaj, bilo je vsaj za leto 2019, ko smo obravnavali, je bil problem ta, da SiDG in sicer proda les nekemu našemu podjetju, tisto podjetje pa ga izvozi, dejansko da gre za neke vrste bypass firma izvoza te lesne surovine. In me to zanima, ali se je to kaj, je še tako, ali kdo je glavni kupec, je to direktno iz SiDG-ja tujec, ali je to naše podjetje, ki ga predela, ali je to neki posrednik vmes, ki to počne. Jaz mislim, da se razumemo, kaj sem s tem mislil, ne. No, tukaj je za začetek nekaj vprašanj. Seveda te trendi, ki so bili popovedani, se pravi, ja, želja že vse skozi, da čim več del v podjetju izvedejo lastni delavci, lastne ekipe, da je čim več tudi lastnih teh, se pravi, prevozov, da je čim manj ljudi, čim manj del vezanih na razpise, na posrednike, tako na ta način podjetje tudi čim več pridobi.
Me še zanima, se pravi, nekako nisem zasledil, koliko je vplačal SiDG v ta sklad, ki je obvezen sklad, iz katerega se potem tudi financirajo naprej zadeve, ki so vezane tudi na posledično na sklad kmetijskih zemljišč in tako naprej, obveznosti do države in pa do sklada. Tukaj z moje strani ni potrebno odgovarjati, bom odprl razpravo, bo še ostalo vprašanje, pa se potem tu v enem sklopu posamezni oddelki, ki jih imate, ali pa sektorji odgovarja. Kdo izmed članov komisije želi prvi? Branko Tomažič, beseda je vaša. Pridite za govornico. Ja, hvala za besedo in lep pozdrav. Poročilo je zelo obsežno, morda celo preobsežno, 149 koliko strani, je treba kar malo predelati in pregledati, ampak drugače pa dokaj transparentno in tudi razumljivo. Vesel sem, da ste upoštevali določene naše pripombe, ki smo jih imeli lani in predlani, pa tudi kar dosti smo določene stvari opozorili, nekatere tudi zdaj predsednik Cvetov že ponovno dal v razmišljanje. Potem tudi sem bil malo razočaran na zadnji seji državnega zbora, bi rekel odbora za kmetijstvo, ko je bivši predsednik ali pa direktor nekako negiral naša razmišljanja in poglede, na katere smo potem še enkrat odgovorili in poslali v državni zbor, odboru za kmetijstvo. Ne vem pa, če je prišel do vas, to je bilo še bolj tisto dodatno smo pregledali, ker je pač rekel, da mi ne znamo brati papirja in ne znamo brati izkazov od gozdnega sklada, potem plačilo, od DDV-ja v proračun, davek od plač, koliko je dejansko po kubiku, pa še do rezerv v SIT. Tako da tam smo določene stvari še enkrat vam razčlenili, upam, da ste to dobili in določene stvari niso bile dobre, ampak stvari grejo na boljše in sem vesel, da ste nekaj stvari povzeli. Zdaj, cene lastne proizvodnje so 24 evrov po kubiku, zakaj podizvajalci pa 16 po kubiku. Mene zmeraj moti ta stvar, zakaj gremo mi zdaj zaposlovati ljudi in imamo dražje sečno, kot če bi delili s podnajemniki, ker posod se govori, kako ne smemo imeti državne niti, ampak da gremo na koncesijo ali pa na pogodbe. Isto stvar me tudi moti, zakaj ne več na panju, kar slišim nekatere gozdarje, je to najbolj čista stvar na panju prodati in da se največ zasluži, ampak vi pravite, da tu že 3 leta, da je napaka, da je čim manj na panju in da treba čim več v smislu. Vlaganje v gozdno infrastrukturo so se zmanjšala, smo videli, gojitvena dela so se povečala, tudi pozitivno. Opazil sem tudi, da ugotovitve in kraje so še vedno velike, kar je težko to nadzorovati. To smo tudi zadnjič dosti diskutirali v prejšnjem obdobju, ali so tu določeni ljudje, ki znajo, ali določeni prevozniki, ali pa tu nekje vse zmenjeno in neka veriga teče. Isto bi po vprašanju dal, kot da že predsednik, gozdno-lesne verige prodaja slovenskim kupcem 97%. Vemo, zakaj je SIT bil ustanovljen, da bo oskrboval naše žage. Res me pa zanima, ali je kakšen podatek, koliko tega lesa res ostane na žagah, ali gre v preprodajo, kot je Cveto vprašal. Ker tukaj se šušlja marsikaj, po drugi strani slišimo, da določeni kupci hodijo od Kitajcev in vse, da bojo čim več lesa pokupili in tu ne razrezanega. Moje razmišljanje je bilo tudi zadnjič in danes je enako, več, ko bomo razrezali, več bomo doma dali dodane vrednost in tudi dali več podeželju, ker žage so v glavnem na podeželju. Največji kupci, to ste lepo povedali, spomladi ste zmanjšali pogodbe, potem sem dal vprašanje, zakaj SIT ne izvaja poseka lesa v državnih gozdovih po načrtu in v skladu. No, potem na tisto moje vprašanje in tudi razmišljanje so potem nekateri žagarji mi odgovorili, da
ponovno dobivajo les. Ja, bila neka kriza, ampak ne zaradi korone. Enostavno, žage so bile brez lesa in so se nekateri, ki so vedeli, da sem jaz v tem dosti diskutiral, se tudi obrnili name. Poslovanje Snežnika še zmeraj slabo, minus 635 milijonov. Kaj boste z njim naredili? V lanskem letu je bila tudi približno taka zguba. In skoraj ne morem verjeti, da je lahko zguba v osrčju gozda, kjer so najboljši gozd, najboljši les. Tako da je to. Sodelovanje z gorskimi kmetijami, če sem prav zasledil, noter samo 9, ali res samo 9 koncesij, to je zelo malo, ko bi rekli nič. Isto vprašanje, ali res ni interesa, ali ni pravih podlag, da bi lahko tem kmetijem, ki ob svojem delu lahko še priskočijo in dodatno zaslužijo pri eksploataciji lesa iz gozdov. Zdaj tam v drugem delu ločeni prikaz poslovnega izida sem videl zaloge 150 minus lani 19, zdaj pa 1,5 milijona, se pravi tisto, kar smo mi opozarjali na zaloge, da niso prav vrednotene, vidim, da ste zdaj drugače napisali. No in zadnjo me zanima pa še ta podatek marca 2021 je bila zaključena revizija poslovanja družbe, če se ne motim, pa če se o tem se lahko kaj sliši, ali bomo tukaj dobili, ali je to samo za vlado in mi nimamo možnosti tega opogleda. No, ampak stvari grejo na boljše, jaz upam, da bo šlo še na boljše in da bo SIT delal v korist podeželja, v korist prostora in ne nazadnje tudi, da bi tem gorskim kmetijem res, to ne vem, zakaj se tako tepamo, to bi radi res vplati, da mi dali možnost, da tam ljudje preživijo, da tam ostanejo, da so tam delovna mesta in da se jim, če treba kakšen odlok, kakšen zakon dodatno napisati, to pa apeliram na Ministrstvo za kmetijstvo, je potrebno tudi o tem res voditi večjo brigo, da bi ljudem dali to možnost preživetja in ostajajo v teh gorskih kmetijah. Hvala. Hvala lepa za to razpravo in vprašanje. Še v besedi se je javil gospod Ladislav Rožič. Izvolite. Ja, hvala, predsednik, spoštovani. Govorimo o historiki, ne, in zdajle ta uprava, ki je zdaj v bistvu še od letošnjega leta in zagovarja neka dela, ki so bila v preteklosti izvedena pod drugo upravo. Mi smo o delu SIT v preteklosti veliko govorili tudi na našem odboru, bili smo kritični, glede na to poslovno poročilo, ki je, moram reči, obsežno in nazorno, so kar neki napredki vidni, predvsem glede gorskih kmetij, glede samega odkupa. Druga stvar pa je, ki bi opozoril, je pa ta, da je bolj tle žogica na Ministrstvu za kmetijstvo. SIT upravlja le z 200% gozdov, ne nazadnje mi njih hočemo, da bojo zalagali kompletno slovensko lesno industrijo. Vprašam se, kje je tistih 80% in kam tisti les gre. To je ena zadeva. Druga zadeva je odkup gozdov. Jaz pravim, da odkup gozdov je pot v pravo smer, ker ne nazadnje preprečuje odkup špekulantom. No, če se sprehodite kje po gozdovih, boste videli goloseke, boste videli čudne stvari in špekulanti kupijo, posekajo in pustijo. In mislim, da SIT je kot odgovoren gospodar, v bistvu te stvari si ne privošči in govorite samo o tem, predsednik, da ima samo ta boljše gozdove, ni resno. Ker druga stvar je, SIT ima takšne in drugačne gozdove in jaz mislim, da več je v državni lasti, boljše je, ker pomeni, da je trajno. Ker se nam bo zgodilo to, kar se tujim državam zgodilo, da so pokupili tujci in potem kaj imamo. Ker čisto vsak od nas je preračunljiv in za dobro ceno vsak proda. SIT pa kupi in ostane v lasti države. To je ena stvar. Druga stvar je, ki jo mislim reči, v bistvu vlaganje se je sicer zmanjšalo. Samo moramo vedeti, pa da zagovarjam zdaj SIT-no, ampak moramo vedeti, da lansko leto je bila kriza in da v tistem obdobju pač ni moč pričakovati takih rezultatov, kot je bila največja konjunktura. In dejansko, tle se lahko samo vprašamo to, kar sta že danes kolega načela,
kaj bomo naredili za Snežnikom. Mi smo se v preteklosti veliko pogovarjali o tem, verjetno ima to vodstvo vizijo, kako likvidnost tega podjetja popraviti, da bomo v naslednjem letu čitali, kaj se te dogajalo in da bojo pač poslovni rezultati tega Snežnika malo boljši. Opozoril bi še na nekaj, oskrba trga. Nekdo v naši državi bi mogel kontrolirati, kam gre ta les. Danes, ko se peleš po avtocesti, pa vsi se vozimo gor pa dol, vidimo polne tovornjake hlodovine in zdaj ne moreš reči, da to vse odsida. Ti tovornjaki so naloženi, odpeljani, tudi najboljši les tistim, ki najbolj zaslužijo. In to so posredniki. In če te posrednike, ki poznate, boste videli, da so to najbolj bogatih ljudi. In dejstvo, da se noben ne vpraša, zakaj eni bogatijo na račun naše malomarnosti oziroma slabe kontrole, bomo rekli, spet žogico dam na ministrstvo, kakšna kontrola je. Kaj smo naredili in ne nazadnje ali inšpekcija oziroma policija poda poročilo, kaj so oni ugotovili na svojem terenu. Tudi to bilo enkrat dobro videti, ne samo ob tem poročilu. In še tole bom rekel, da glede kvadratnih metrov pa cene, kubičnih metrov pa cene, dejstvo je, da je cena znanilec trga. In višja je cena, več nekdo zasluži, kar je logično. In da bo nekdo prepuščal za nižjo ceno, mislim, da so se 2 leti nazaj pogovarjali o dodani vrednosti 118 000 evrov na Sidu. Ker sem se še začudil, zakaj je taka dodana vrednost. Zdaj smo na 75 000. Torej, jaz pravim, da koncesionarji so najslabša vizija, kaj more biti, da če hočeš ti pošteno firmo imeti, moraš graditi na lastnem kadru, lastnem razvoju in lastnih virih, resursih, kot pa na to, da nekom daš in potem ti nek tujc pride in ti dela not, ker nimaš ne pogleda, ne možnosti in na koncu se bomo vsi jezili, zakaj zopet tovornjaki odhajajo. Nenazadnje, jaz bom sicer, bom se sam seznanil s poročilom, če bi ga glasoval o njem, bi ga potrdil, ker bom naslednje leto videl, kaj se bo zgodilo. Hvala. Ja, hvala lepa tudi za to razpravo. Zdaj tukaj, ko je gospod Rožič omenil, mislim, da se tukaj nekako nisva čisto razumela. Jaz nisem v mislih ostalih velikih lastnikov v tej državi, ampak tistih 400 000 malih lastnikov, ki imajo običajno majhne gozdove, slabe gozdove in dejansko v tistem delu dejansko ne moreš ne vem kaj stržiti. Lejte, jaz živim v občini, ki ni tako majhna, pa skoraj ni državnih gozdov. Je nekaj malega, ampak zaradi tega, ker so taki gozdovi, ki nikoli niso bile zanimive, ne za fevdalce, ne za samostan, niti ne za državo, pretirano zanimivi. Dobro, naslednji se k besedo javil gospod Srečko Cvirk. Dobar dan, pozdravljeni. To poročilo mi je vsako leto posebej zanimivo, zato ker prinaša poročilo o gospodarjenju z resursom. In moja razprava bo šla, oziroma moja vprašanja se bodo naslavljala tako na ministrstvo kot na SiDG, zato ker gospodarjenje z nacionalnim resursom je vse pomembnejše. Danes beremo, da avtomobilska industrija nima čipov. Ne, celo surovin za izdelavo čipov nima, ker je nekdo kontrolira. Mi pa tukaj postavljamo sicer res 20% nacionalnega bogatstva, ampak postavljamo trend oziroma sistem, kako bomo ravnali s tem bogatstvom. Direktor je izpostavil, da je cilj podjetja dividenda, dobiček, dobro poslovanje. To je eden od ciljev tega podjetja. In če je izključno ta cilj, potem nismo mi pravi naslov, da bi brali to poročilo. Potem je potrebno narediti še bolj strog nadzorni odbor, ki bo pritiskal direktorja, da naredi
dobre rezultate, ampak dober rezultat bo povezan s tem, da se bojo sekali 10 let najboljši sortimenti, drva bojo ostala v gozdu in potem bo zgodba zaključena. Na drvih drva priraščajo, na furnirju pa furnir. Kdo je šel mimo gozdarske šole, to ve, in dodana vrednost ne mora biti vsako leto visoka, 118 tisoč evrov, ker to lahko pomeni, da nekdo izčrpuje to podjetje, ta naravni resurs, ne podjetje. In tukaj lahko imam mešane občutke. Vzporedno bi bilo zelo smiselno, da bi gozdarska služba, kot javna služba, strokovna služba, tudi opredelila, kakšne so zaloge v teh gozdovih, ki jih je težko oceniti. Sam imam občutek, pravim občutek, da so v državnih gozdovih dobre zaloge in da so v zasebnih gozdovih nekoliko slabše zaloge in pri tem je bistvo, da se iz državnih gozdov širi dobra gospodarska praksa tudi v zasebne gozdove. Izpostavil bi pa, kaj je tudi cilj SIDG. Če je izključno plačani davki in pozitiven rezultat, potem nismo cilja dosegli, nacionalnega cilja. To je usmerjanje lesne industrije oziroma tega celotnega segmenta. Prihajam iz občine, kjer predelamo več lesa, kot ga v našem okolju priraste, in smo še ohranili nekaj lesne industrije, večina slovenske je propadla. In če mi ne razumemo, da je potrebno ohranjati vse oblike predelave lesa na vseh nivojih, potem imamo težavo. Javna naročila so bila vedno spreminjana in pisana zaradi gradbincev. Zaradi gradbenih zadev, ko so se gradile avtoceste in ne vem kaj še druga. Ta javna naročila vsebujejo en element, zelena javna naročila. Tudi lokalno. Tudi ogljični odtis se da vnesti v javna naročila. Socialna klavzula je možna, da ne bi prišli ponovno v situacijo sindroma tople postelje, ki se na Kočevskem dogajala prav pri lesnih delavcih. Zdaj na kmetih se praviloma to ne dogaja tako. Pri tujcih, ki prihajajo v Kočevske gozdove delati, se je pa to zgodilo. In socialna klavzula je lahko eden od elementov. Mislim, da ni bila na SIDG še uporabljena, pa tudi ogljični odtis. Nekdo, ki nima dosega z traktorjem v eni uri, se na ta razpis ne more javiti. Veste, tukaj imamo težavo. In ogljični odtis, mi imamo kampanjo, da les akumulira CO2. Nekdo pa s traktorjem naredi 100 kilometrov, da skoraj vso tisto energijo, pozitivni učinek vezanja CO2 uniči. Zato, ker ne znamo opraviti javno naročilo. In kje se nam demografija najbolj poslabšuje oziroma se izceljujejo? Tam, kjer imamo veliko gozdov. Zakaj? Zato, ker mezdni delavci delajo v teh gozdovih, odpeljemo ta les predelovati v tujino, praviloma v tujino, in nimamo te verige. Jaz sem na eni drugi zadevi, direktor se bo spomnil, povedal, leta 1953 je bila z dekretom, so bile prepovedane žage venecijanke na vodni pogon, zato ker so želeli okrepiti takrat lesno industrijo. In izkušnja predelava lesa na kmetijah se je izgubljala, se je uničila. In tukaj imamo še posledico, da imamo relativno malo podjetniške pobude na predelavi lesa, ki bi imela elemente lokalnosti, nizkega ogljičnega odtisa, disperzije služb, pa kaj še bistveno v tem času, izredno gospodarska odpornost. Tudi to moramo pričakovati in SIDG ima vse elemente, da politiko predelave lesa usmerja v to smer ob primernih smernicah Ministrstva za kmetijstvo, ki vodi SIDG in bo dalo te smernice v tej smeri. Sam
sem delal intenzivno na lokalni oskrbi z hrano. Veste, pred 10 leti, ko smo začeli kampanjo, je bilo nepojmljivo, da bo kmet v osnovno šolo pripeljal surovo mleko. Danes to počne 7 osnovnih šol, vseh 7 osnovnih šol v občini Sevnica in 2 vrtca. Dobavljajo kmetje surovo mleko. Tišler, Cimerman, kot se reče pri nas, ki še daleč okrog edini zna izdelati klasičen slovenski kozovc, ne mora v SiDG-jih gozdovih odkupiti lesa za ta kozovc, ki je 200 metrov stran od njegove žage, na kateri pripravlja les. Ga kupuje pač drugje. In da bo nesreča še večja, ti SiDG-jevi kamioni vozijo po javni poti, preobteženi in to javno pot uničijo. Potem se pogajamo, da dobimo nekaj evrov za popravilo te javne poti in naš rezultat ni nič, praktično nič, zato ker tisti kamion je bil registriran v Ljubljani, voznik je svojo plačo odnesel v eno drugo balkansko državo in lokalne oskrbe vzpodbude ni bilo. Naštel sem tiste zelo moteče elemente s IDG pri gospodarstvu z tem resursom, z lesom. Kljub temu, da lahko izrečem pa moje stališče, da je sedanja ureditev z IDG boljša, kot so bile prejšnje. S tem bi pa tudi zaključil in načeloma podpiram to poročilo oziroma se seznanjam s tem poročilom, vidim pa izredno veliko možnosti za izboljšavo politike gospodarjenja z lesom kot pomembnim naravnim resursom. Hvala. Hvala lepa tudi za to razpravo. Še Toni Hrovat se je javil k besedi. Predsednik, hvala lepa, dragi kolegi, kolegice, gostje iz SiDG-ja. Ne bom ponavljal odlične razprave kolega pred mano, ki je v bistvu nakazal na vse možne potencijale, bi tukaj naprej nadaljeval. Ja, ta sistem je boljši, kot je bil prejšnji, ki je bil v bistvu z tistim koncesijskimi dajatvami tako rekoč z veliko razliko dobičkov šel v tako rekoč privatne roke. Zdaj je ta malo drugače. Je pa priložnost sedaj od tega naprej, kar je Srečko prej govoril, da se določene zadeve razvijajo spet nazaj, kot so nekoč bile, in predlagam, da se na vseh kmetijskih šolah uči prav te lokalnih veščin, skupaj s SiDG-jem, da tukaj stopimo skupaj, da bi tukaj nekaj napravili, tako kot je bil predviden Inštitut za hrano na Ministrstvu za kmetijstvo, bi moral biti v tem smislu tudi del tega SiDG, pa vse inštitucije, ki lahko ustvarjamo pri ljudeh znanja, s katerimi se bodo ti, bom rekel, naši resursi čim boljše izkoristili na lokacijah po Sloveniji. Kmetijske šole smo po Sloveniji razdeljene tako, nas je 11, da nikoli nobenemu drugemu nismo konkurenca. Do zdaj je seveda gozdarska stroka prosperirala izključno Postojnsko, ki je dejansko izobraževala za, zdaj bom pa rekel, za GG-je. Mislim, da v Avstriji in vse posod po svetu vsaka kmetijska šola izobražuje tudi gozdarski sistem, naša ga tudi na Grmu, prav zaradi tega, ker je gozd tudi v privatnih rokah. In ta državni gozdovi in tudi firma SiDG je sigurno lahko vzvod za tudi privatni sektor gozdov, z znanjem, z izkušnjami, z infrastrukturo in nenazadnje tudi z sistemom odkupa. To so stvari, s katerimi se bi dalo narediti in zato predlagam, zato ne bom ponavljal vsega, kar je Srečko odlično povedal,
Dajmo napraviti kot sklep tudi cilj, da poskušamo ustvarjati skupaj znanje na vseh šolah, to bom poskrbel kot vodja konzorcija biotehniških šol, da se ta nadgradi za čim boljši izkoristek, to, kar si Sečko rekel, lokalno pridelanega lesa in čim manjšega ogljičnega odtisa. Saj imamo v naših šolah odličen program, ki ga bi bilo kazalo zdaj še tudi podpreti naprej, naravovarstvo. Na srednji stopni in na višji stopni. In tudi na visoki ga računam, če bo danes uspelo v parlamentu zglasovati tudi eno visoko šolo, ki bo nastala kot državna. Tako da v tem smislu predlagam, da mogoče tudi kot naš je tudi en taken dodaten sklep, da se skupaj ustvarja neke vrste konzorcij, na katerem bomo ta znanja delali tudi vnaprej skupaj s SIDG. Hvala lepa. Ja, hvala lepa. Zdaj bomo potem na koncu, kar se tiče sklepov, vedno sprejmemo sklep, zdaj zadnje čase, bilo katero tematiko obravnavamo, ja, zdaj pa treba še tole bolj v šolstvo, da bomo v šolo učili o temu, pa da dejansko delamo šolske programe tle v državnem svetu, že več ali manj iz področja kmetijstva. Meni se potem lahko zgodi, da bo rekla Mariča, dajmo še nekaj v en sklep o trgovini narediti, pa en sklep o temu, pa onmu, pa tretjemu, ne, se pravi, gre v prvi vrsti za obravnavo poročila o delu SIDG v letu 2020. Je še kakšna razprava? Ja, Marijela se je javila, izvolite, beseda je vaša. Predsednik, hvala lepa za besedo. Spoštovani kolegi, spoštovani gostje, jaz bom zelo kratka. In sicer bi prosila direktorja družbe, če lahko nekoliko več pozornosti nameni spremenjeni strategiji, ki jo je vlada sprejela v aprilu letošnjega leta, kjer so tiste ključne točke razlikovanja med prejšnjo in bodočo strategijo, torej in sedaj veljavno strategijo, in pa razloge, pravzaprav, zakaj nova strategija. To je ena zadeva. Potem me zanima, zakaj je realizacija na cilju spodbujanja novih inovativnih lesnih izdelkov takšna, kakršna je. Mislim, da je to vprašanje že enkrat bilo, skratka realizacija je enaka nič, kar se projektov tiče. In pa, če se prav spomnim, ko smo pred leti razpravljali, pravzaprav, preden se je to podjetje ustanovilo, je bil ključen cilj, vsaj jaz osebno sem si zapomnila kot eden ključnih, končnih ciljev, oživitev lesne industrije v slovenskem prostoru. To mi je zelo, zelo ostalo v spominu in danes me zanima, kakšno je vaše sodelovanje z slovensko lesno industrijo. Kako se ali dopolnjujete, ali razlikujete, ali sploh najdete neke skupne točke in tu pravzaprav pogrešam neke skupne cilje, ki bi jih vi za slovensko lesno industrijo. To je bilo izjemno veliko naporov vloženih, tako na torej sa strani Ministrstva za gospodarstvo, kot tudi Ministrstva za kmetijstvo. Morda sem premalo obveščena, zato me prosim podučite na tem področju, ker me zanima, kakšni pa so rezultati iz tega ven. Hvala lepa. Hvala lepa tudi za to razpravo. Trenutno ni več prijavljenih. S tem preidemo na odgovore. Zdaj najprej direktor družbe. Pisali ste se odgovore, tako da verjetno, kar boste vi, ostalo pa pozovite svoje, da bodo potem odgovarjali na posamezno področje, kolikor ne boste vi. Prosim. Hvala lepa. Zanimiva razprava. Z različnih zortnih kotov vidim, da znate secirati družbo Slovenski državni gozdovi in pomen družbe Slovenski državni gozdovi za slovensko gospodarstvo. Tudi jaz bi se ogradil od tistih komentarjev, ki jih je imel kakšen iz nekdanjih poslovodstv glede nestrokovnosti, pa ne vem, česa še vse ne, članov državnega sveta. Zagotavljam v svojem imenu in v imenu kolegov, ki sedita v poslovodstvu, da to poslovodstvo spoštuje vse deležnike
in vse, ki na nek način pozitivno vplivajo na samo delovanje družbe kot celote in tudi na smer. Verjamem, bom rekel tudi, da je kdaj kakšna kritična razprava. Jaz včasih povem, da so konflikti lahko tudi ustvarjalni, ker pripeljajo do rešitev. Zdaj pa, če bi šel po vrsti, ko ste bili kot govorniki, gospod Koprivnikar je govoril o cilju 4, ohranjanje kmetij. Mi se s tem ciljem strinjamo, se poistovetimo in iščemo poti, ki bodo na nek način pravno vzdržne tako v našem pravnem redu, kot v evropskem pravnem redu. In pričakujemo, da bomo v kratkem, mogoče že v tem tednu, potrdili ta pravilnik o sodelovanju in možnosti kvalitetnejšega izvajanja poseka spravila strani gorskih kmetov. Pri tem pa naj izpostavim, da je v preteklosti bilo realiziranih cirka 6000 kubikov etata oziroma poseka strani gorskih kmetov. Ne govorimo tle o nekih velikih številkah, ampak zelo marginalnih številkah. Kar se tiče nakupov gozdov, se strinjam z gospod Koprivnikar z vami, da je mogoče pogledati celostno, če so to, ne vem, kmetije, ki lahko preživijo zaradi nakupa sosednjih gozdov, vendar pa tle je potrebno biti, bom rekel, previden. Potem bi pričakoval, da bo država rekla odložni pogoj gozdov, ki ste jih kupili namesto države, ne smete v naslednjem 10-letnem obdobju preprodajati. Ker velikokrat se nakupi gozdov recimo zgodijo ravno z namenom špekulativnih interesov. Pa ne govorim to, bom rekel, v primeru tistih, ki se dejansko ukvarjajo s kmetovanjem in so kmeti, ampak raznih špekulantov, ki na nek način včasih perejo denar skozi nakup nepremičnin v slovenskem gospodarskem prostoru. Gospod Cveto Zupančič je govoril o interesu o poseku, o interesu kmetij. Še enkrat povem, da je manj kot 10 000 kubikov letno posekanega lesa. Lesni centri s strateškim načrtom do leta 2029 opredeljujejo 14,6 milijonov evrov vlaganj v tako imenovane skupne lesne centre, ki naj bi nastali na osnovi zasebne pobude. V letu 2022 imamo skladno z letnim poslovnim načrtom opredeljenih 7,3 milijona evrov. Pripravljeni smo poslušati kakršnokoli obliko predloga sodelovanja družbe Slovenski državni gozdovi pri formiranju gozdno-lesnih centrov. Seveda mora ekonomika piti vodo in na nek način mora biti program kompatibilen z dejavnostjo Slovenski državni gozdovi in, bom rekel, z ostalo dejavnostjo. Zdaj, lahko se zasebniki združijo v konzorciji, lahko so v enem konzorciju. Naša želja je, da imamo recimo naš delež v višini 25 do 49% v recimo nekem mešanem podjetju, da se po 5 letih in najkasneje po 8 letih iz lastniške strukture umaknemo, smo pa, bom rekel, prisotni v podjetju kot strateški dobavitelj. Oskrbovanje lesne industrije, tako kot smo že povedali, v glavnem oskrbujemo slovenska podjetja, imamo primere, ko imamo tudi manj kvaliteten les, govorimo o lesu, ki je prostorninski les in ga neposredno izvažamo, ampak to je malenkost končnemu kupcu, vkolikor bi pa ugotovili, da postaja recimo hlodovina trgovsko blago in je na nek način zaupanje družbe Slovenski državni gozdovi v tem procesu zlorabljeno, bomo pa te pogodbe brezkompromisno prekinili. Brezkompromisno, gledajte, tako kot tle stojim. Tle nimam, bom rekel, milosti. Gospa Mariča lahko me verjetno še pozna iz časov, ko sem bil jaz na družbi Snežnik, gospa je bila pa članica uprave na Petrolu, če se ne motim. In bom rekel, jaz sem to, bom rekel, vizijo in fokus sem ohranil. Kar se tega tiče, lahko povem, da se zavedamo tega, da je zaupanje med poslovnimi partnerji dobro, ampak nadzor pravijo, da je še boljši. In v času, odkar
je to poslovodstvo zavzelo svoj položaj, smo formirali službo kakovosti in standardi poslovanja, tako kot imajo vse druga velika podjetja, da bi na nek način dvigali kakovost poslovanja in zagotovili vsaj minimalne standarde nadzora. Ta ekipa sodelavcev prenaša dobre prakse iz recimo pokrajine v pokrajino, dobre prakse izobraževanja v recimo na teren in tako dalje in tako dalje. Skrbi pa tudi za to, da z lesom, ki ga dobimo iz slovenskih državnih gozdov, skrbno ravnamo, predvsem v smislu boljše sortimentacije in dviga sortimentacije. Gospod predsednik, mislim, da sem povedal, da smo v gozdni sklad v letu 2020 vplačali 10,8 milijonov evrov. Ta denar je namenjen nakupu nepremičninam oziroma vsem ostalim zadevam, ki jih gozdni sklad lahko tudi pokriva. Gospod Tomažič je zelo lepo povedal to podcenjevanje pred prejšnjih mogoče poslovodstv in od tega se mi ograjujemo. Zdaj pa, kar se tiče izvajanja z najetimi izvajalci pa lastnimi proizvodnimi delavci. Odmislil bom tisto, kar se je dogajalo v preteklosti. Povedal sem, bom rekel, da je za nas cilj leto 2025 35% lastne proizvodne. Cena v letu 2020 v letnem poslovnem načrtu je opredeljena na 19 evrov na kubik. In kot direktorja me drugo ne zanima. Medtem ko je pa pri izvajalcih v letu 2022 cena opredeljena na 18,75 evrov. So, bom rekel, razlike, razhajanja, ampak govorimo o povprečni. 25 centov na kubik se mi zdi sprejemljiva. 35% lastna proizvodna tudi pomeni, da smo izjemno odzivni na morebitne ujme v gozdovih. Tle ni vprašanja, lete, ali ujme bojo ali ujme ne bojo. Ujme bodo. Vprašanje le, koliko hitro in v kakšni obliki. Zagotovo bojo. Klimatske spremembe so dejstvo. In tisti, ki, bom rekel, danes lahko govori za nekim govorniškim odrom, pa bo rekel, da nekih naravnih ujm ne bo, ali bom rekel, je nepoučen, ali pa bom rekel, ni z tega sveta. Ujme bodo. In zdaj, mi se moramo pa tam te ujme primerno pripraviti. Če obstaja to tveganje, moramo tveganja obvladovati. Kar se tiče gozdno-lesnih verig, lesni centri so opredeljeni 4 lesni centri oziroma lahko jih je tudi več. Gre za 4 pokrajine, Koroška, Štajerska, Dolenjska, Primorska. Za razliko od prejšnjih osnutkov, bi gospod Maričev dopolnil, govorili smo o osnutkih strategij, ki niso bile potrjene oziroma so bile v fazi medresorskih usklajevanj in vedno znova vračane kot neustrezne. Tukaj bom rekel, lete, ne rad se kdaj pohvalim, pa pohvalim svojo ekipo. Od februarja smo uspeli na nek način poenotiti poglede, izničiti tiste razhajanja, ki so bila na medosebni ravni v preteklosti, tudi medresorsko, in spravili na vladne klopi strategijo do leta 2029, že 15. aprila letošnjega leta. Glejte, bistveno lažje nam je, ker imamo dolgoročno strategijo potrjeno, na ta način lahko kratkoročno planiramo, se pravi, imamo letne cilje, ravno tako opredeljene investicije, pa investicijska vlaganja, ki so nujne. Poslovanje družbe Snežnik, pa razvojne zgodbe družbe Snežnik. Sam sem bil direktor družbe Snežnik v obdobju 2000-2005. Tisto podjetje sem v tem obdobju skupaj s eno ekipo saniral, z novo ekipo jo bom saniral v letu 2020-2021 do 2024. Takrat sem bil star 30, pa se mi zdi, da sem bil malce zaletal. Pri 50 bomo to zadevo naredili bistveno boljše. Takratni koncept je temeljil na obvladovanju produktov, trgov, tehnologije, financ in kadrov. Tako, ko jih moraš, bom rekel, nekje obvladovati. Žalostjo letos ugotavljam, ko sem se sprehodil čez družbo Snežnik, da je ostala na proizvodnem programu in trgih, ki sem jih na nek način zapustil leta 2005. Od takrat
pa do danes, 16 let, se v principu na proizvodnem portfelju ni zgodilo malo da ne nič. Tehnološko pa je ostala družba na takem nivoju kot tam. Ko smo letos skupaj se odločali in osvežili poslovodstvo družbe Snežnik, je novi direktor rekel, da je to muzej na prostem. Malce sem bil zgrožen nad tem terminom, ampak je dejansko resničen. Muzej na prostem. Tako da proizvodni program imamo načrtovan, nov, osvežen, razvoj mora biti okrepljen, videnje mora biti pa jasno in poenoteno. Lahko povem, da imamo jutri, če se ne motim, ob 2 popoldan skupno srečanje s predstavniki inštituta InnoRenew, kjer smo zaključili projekt modifikacije lesa. Gre za inovativen projekt izrabe lesa, kjer lesu bistveno podaljšamo življenjsko dobo. Projekt smo pa izvajali skupaj družba Slovenski državni gozdovi, Snežnik, Melamin Kočevje, pa Lesarski inštitut InnoRenew. Po 16 letih razvojni projekt. Mislim, me je sram povedati to, ampak taka je resnica. Zdaj, gospod Tomažič je govoril tudi o izvozu lesa, pa zdaj ne vem, nekdo je tudi govoril o teh kamionih, ki gor dol vozijo sem pa tja. Bi vam pa morda povedal zanimive cifre. V letu 2020 je Slovenija po statističnih podatkih, ki morajo biti, bom rekel, sorazmerno točni, v tujino prodala 523.176 kubikov lesa. Zanimivo pa pri tem je, da se je delež lesa, ki smo ga kupili iz tujine, znatno povečal in znaša v količinah 366.518 kubikov. V preteklih letih, recimo, ne vem, v letih, ko so bile naravne ujme, so se te cifre gibale tudi med 800-900 tisoč kubikov prodaje, nakupa lesa pa 20 tisoč kubikov samo. Ta, bom rekel, konjunktura je malce razmerja premešala. Mene, bom rekel, te številke na nek način veselijo. Zdaj, najbolj pomembni uvozi, recimo ko govorimo o hlodovini iglavcev, Češka 137 tisoč kubikov, Italija 70 tisoč kubikov, Hrvaška 34 tisoč kubikov, Nemčija 23 tisoč, Avstrija 14, ostale države 4. Skupaj, bom rekel, približno leta, ne me držati za besedo, ker sem naredil prej si zapiske, 289 tisoč kubikov hlodovine iglavcev smo kupili v letu 2020 v Sloveniji. Zdaj, gospod Rožič je me spomnil na eno pomembno dejstvo. Družba Slovenski državni gozdovi ima skladno s strateškim načrtom do leta 2029 možnost odkupa gozdno-lesnih sortimentov iz zasebnega sektorja. 5 let ta družba deluje, pa ni kupila niti enega kubika iz zasebnega sektorja. Zdaj drzno si bom reči, malce bom rekel tako kmečko, ne jih kokla brcne. Res. Mislim, naš partner je prvi, bom rekel, po strokovni plati Zavod za gozdove in naš drugi partner, izjemno pomemben, je zasebni lastnik, ki mu moramo omogočati servis, ki se mu reče tudi odkup gozdno-lesnih sortimentov, zanesljivo plačilo v roku in na način, kot se stranki dogovorita. In to je, bom rekel, ključna zgodba. Slovenski državni gozdovi ima pa dostop do kupcev, kamor pa plasira vse te gozdno-lesne sortimente. Zdaj, imamo možnost skladno s strateškim načrtom do leta 2029 tudi, da v primeru izrazite konjunkture, kot ta trenutek še velja in je v Sloveniji, pa tudi širše po državah Evropske unije, da odkupujemo gozdne lesne sortimente tudi iz držav EU-ja, kjer je les certificiran skladno s standardom FSC. Se pravi, mi gremo lahko v tujino, kupimo les in ga, bom rekel, plasiramo na domač trg. Ne, da ga bomo prodali kot trgovsko blago, pa ne vem, kupili ga bomo na Hrvaškem, pa ga bomo prodali v Italijo. Naredili bomo nek RVC, fino, fajn, tle se bomo mogoče pogovarjali o uspešnosti poslovanja, vendar pa ne bomo zasledovali tistega cilja, ki govori o tem, da moramo slovensko lesno industrijo skrbovati z hlodovino oziroma primerno surovino. Zdaj, kar se tiče neprimernih praks zasebnega sektorja, pri odkupu gozdno-lesnih sortimentov vam lahko povem številne zgodbe.
Nekatere so zelo tragične, ampak res tragične, kjer so bili te, jaz jim veliko krat rečem, gozdni mešetarji, izjemno pretkani, nekateri lastniki zasebnih gozdov pa izjemno naivni. Zgodbe so se tragično končale, bodisi tragično za gost, ker je bil poseg pa spravilo znatno večji od odkazane lesne mase, ki je odkazal Zavod za gozdove, bodisi v obliki, da niso dobili nikoli in nikdar poplačenega lesa, ki so ga v dobri veri prodali na trgu. To vidimo, bom rekel, res priložnost, da se slovenski državni gozdovi na trgu uveljavijo kot stabilen in zanesljiv poslovni partner. Vlaganje v gozdove, ko se pogovarjamo skladno z gozdno-gospodarskimi načrti veljavnimi, je v državnih gozdovih več kot 80%. Žal v zasebnem sektorju je pa okrog 20%. Tle velikokrat govorimo o neaktivnosti zasebnih lastnikov. Zavod za gozdove je povedal, da je približno 80.000 slovenskih lastnikov gozdov izjemno aktivnih, skrbnih pri gospodarjenju z lastnimi gozdovi. Problem predstavlja približno 330.000 neaktivnih lastnikov gozdov, kjer je verjetno lastniška struktura izjemno razpršena. In tu bo morala država narediti nekaj na temo aktivnega ali pa, bom rekel, pospeševanja aktivne vloge zasebnih lastnikov gozdov. Še enkrat, mi imamo čez 80%, mislim, da govorimo o 89%, pa 20% vlaganj v zasebnem sektorju. O prodajih lesa pa tovornjakih sem že nekaj povedal. Zdaj, tukaj sem se spomnil na eno zelo zanimivo zgodbo. Ponor najboljšega lesa mi ni znan. Glejte, pa sem zdaj v družbi Slovenski državni gozdovi dobra pol leta. Govorimo o furnirski hlodovini, bodisi namenjeni za luščenje ali pa za rezanje. Poznate, eno se lušči furnir, drugo se pa reže. Tega furnirskega lesa je praviloma v gozdni proizvodnji od 3 do 5%. Na primeru, recimo, če imamo etat 1.115.000 kubikov, na hitro pridemo do ene cifre 35.000 kubikov je furnirske hlodovine. Furnirska hlodovina povprečno ceno lesa znatno dvigne. Se ne pogovarjamo o 47,23 evra na kubiko, ampak tam se pogovarjamo, ne vem, cena lesa gre lahko tudi do 15.000 evrov. Poznate primere, ko so se prodajali recimo gorski javori na dražbah recimo v Slovenj Gradcu. Skupaj recimo, ne vem, če bi pogledali možen etat v zasebnih gozdovih, kjer je po moji oceni recimo 120.000 kubikov takšnega lesa, pomeni, da imamo na slovenskem trgu 150.000 kubikov furnirske hlodovine, ki jo danes ne vemo, kam prodajamo. Pa povemo, bom rekel tu, bob. V Sloveniji je ena furnirnica, ki izvaja storitve. Tam pripeljete svojo hlodovino, naredite, bom rekel, furnir, praviloma so to minoritetne drevesne vrste ali pa drevesne vrste iz, recimo, ne vem, tujih držav, Afrike in tako dalje, ampak oni naredijo približno 20.000 kubikov storitev letno. Jaz sem vam pa povedal, to je pa potencial. In kot slovenski državni gozdovi primarno stremimo k temu, da bi našli strateškega partnerja za predelavo, izdelavo furnirjev, bodisi z luščenja ali pa rezanja. Zdaj, gospod Ocvirk je imel zelo kritično razpravo. Mogoče celo preveč kritično, se mi zdi. Opozoril bi, da je uspešnost poslovanja samo en od ciljev. Jaz zelo rad kot gozdar govorim o trajnosti donosov. In ta trajnost donosov mora biti, bom rekel, tako na strani ekoloških, socialnih, na drugi strani pa tudi ekonomskih funkcij gozdov. Ekonomija pa ekologija ima ta isti koren, pomenita pa čist nekaj diametralnega. Ko ste vprašali, kakšne so zaloge v gozdovih, te so razmerno dobro ugotovljene. Mislim, da s kolegom Strletom sva se pogovarjala, znaša zaloga nekaj pod 400 kubikov
na hektar v državnih gozdovih, recimo tam 380, v zasebnem sektorju pa mogoče 100 kubikov manj, 280. Zdaj, mi imamo, tako kot sem že rekel, spektr ciljev, s katerimi zasledujemo gospodarjenje v gozdovih, ni edini in zveličavni ekonomija. Res ne. Imamo jih, tako kot zakon govori, kar nekaj, pa še 26 usmeritev po sklepih vlade in se jih držimo in skušamo držati. Za ukrepi, ki smo jih pa sprejeli na poslovodstvu od februarja naprej, pa stremimo k temu, da dvignemo kakovost dela v gozdovih, kakovost izkoristka te gozdno-lesne mase in kakovost zadovoljstva naših končnih kupcev. Res pa je, da moramo gledati tudi na zadovoljstvo zaposlenih, ker v končni fazi so zaposleni tisto ogrodje, na katerem sloni celotno podjetje. Mi lahko kupimo katerekoli stroje, če ljudje ne bojo znali delati s temi stroji, bojo, bom rekel, na nekem parkirišču te stroji stali tam samo za, ne vem, gnezda, za lastovice. Javna naročila so na nek način cokla v tem podjetju. Kot rečeno, iščemo poti, možnosti, da bomo nekoliko bolj fleksibilni in iskali neke te win-win zgodbe v razmerju do ostalih deležnikov v prostoru. Zdaj, o Kočevju, topla posla, jaz teh zgodb ne poznam, vem pa, da se je pa tudi dogajalo nekje na Postojnskem. Na Postojnskem se je dogajalo to, kar se tiče teh romunskih delavcev, ki so delali pri nekdanjem koncesionarju, če se ne motim, gozdno gospodarstvo v Postojna. Transport spravilnih sredstev, ni več tako, da vozimo, ne vem, traktor 100 km, pa da se traktor vozi, to, bom rekel, so hitre selitve, se traktor postavi gor na transportno prikolico in se naredi selitev zelo hitro. Takoj, bom rekel, ko je prevzeto sečišče oziroma objekt zaključen, ko Zavod za gozdove reče, zadeva je v redu, sečišče je ok, takrat lahko, bom rekel, mi pravilna sredstva tudi preselimo. Tako da ni tako hudo, kot je bilo mogoče slišati ali pa bilo razumljeno. Predelava lesa, kar se tiče sodelovanja, tudi ko ste govorili, je kompleksno. Izhaja pa iz leta 1994. Predvsem, bom rekel, pri enih stvareh bi si morali poenotiti. Obvladovanje trgov pa produktov. Če mi ne bomo obvladali produktov in trgov, predvsem trgov, trg pa je žejen tudi slovenskega znanja ali pa slovenskih produktov, ne bomo na trgih uspeli. In zdaj, zelo pomembna zgodba je pa negovanje blagovne znamke. Leta 1994 smo mi pozabili, da imamo Slovenija les, ki je bil uveljavljena blagovna znamka širom po Evropi, pa še kje drugje. Danes blagovne znamke te več nimamo. Zapravili smo jo. Povedati, Bobu Bob. Bil sem zaposlen v Drogi Kolinski kot direktor proizvodne in sem videl, bom rekel, kako in na kakšen način je potrebno negovati blagovno znamko. 8% od prodaje je šlo za negovanje blagovne znamke. Marketing, spodbujanje prodaje. Da smo dobili feedback od potrošnikov. 8%. Mislim, da je bilo, bom rekel, od leta 1994, ko se je začel izvajati zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij, do leta, ne vem, 2021 vloženih v enotno blagovno znamko, malo da ne nič. Pošteno si moramo povedati, veste. Tudi jaz kot gozdar, kot ekonomist, bom rekel, si ta trenutek nastavljam ogledalo pred sabo. In če si tega ogledala nisem sposoben nastaviti, potem, bom rekel, bojo ukrepi in cilji, ki jih bomo naredili, malce, bom rekel, smešni. Res pa je, da moramo pri tem znati tudi obvladovati stroške, se pravi, da moramo imeti sodobno tehnologijo, ki bo konkurenčna naši tisti tehnologiji, ki jo uporablja konkurenca, znati pa moramo tudi negovati naše kadre. Vse prevečkrat se v lesni industriji, gozdarski branži, pa še kjeri drugi, bojimo kvalitetnih, perspektivnih, propulzivnih in ne vem še kakšnih kadrov. Bojimo se jih kot konkurenca. Začeti jih moramo gledati kot priložnost, znati usmerjati, znati motivirati in ko jih bomo znali motivirati, bomo tudi sami bolj uspešni.
Župan se je dotaknil tudi vzdrževanja gozdnih cest. Jaz sem bil nekaj časa predsednik nadzornega odbora v občini Kočevje. Občina Kočevje ima 705 km gozdnih cest. Lokalne skupnosti skrbite za vzdrževanje gozdnih cest. Mislim, da je skladno z zakonom o gozdovih, to vam naloženo, pa zakonom o lokalnih skupnosti. In ugotovili smo, da so sredstva podhranjena. Tudi stroka sama ugotavlja, da je znesek sredstev namenjen vzdrževanju gozdnih cest 30% od dejanskih potreb. 30%. In bom rekel, flika se in dela se nujno od nujnega, pa še tisto ne, vedno in ne takoj. Sanirajo se tako imenovani vozni koridorji, medtem ko pa obcestni koridor ostaja, bom rekel, takšen kot je. Se pravi, da se vedno bolj obcestni koridor zarašča, bodi si z rastlinjem, rastlinjem ob cesti, pa z vejami dreves. Da ne govorimo pa o vzdrževanju odvodnjavanja, koritnic in propustov, ki, bom rekel, najbolj odnesejo oziroma poškodujejo gozdne ceste. Zdaj, gospod Hrovac je pa navezal na eno meni zelo zanimivo temo, in sicer usposobljenost zasebnih lastnikov pri poseku s pravilu, gojitvenih delih in tako dalje. Pred dnevi sem bil na Gozdarskem inštitutu, kjer so predavali o tem, kako in na kakšen način se prenaša znanje do kmeta, kar se tiče gozdne proizvodnje. Jaz sem se zgrozil pri številki 65%, da se zasebni lastniki učijo dela v gozdu kot samouki, oziroma jim je kdo kdarkoli nekaj pokazal. 65%. Strah in groza. Se pravi, 35% ostalih so pa doživeli bodi si neko hitro izobraževanje, MPK, ali pa, bom rekel, res redko tudi neko tako korektno izobraževanje, bodi si v okviru, recimo, ne vem, kmetijskih šol, gozdarskih šol in tako dalje. 65% samouki, ali pa jim je nekdo nekaj pokazal. Trdim, da je danes gozdarstvo najbolj nevaren poklic. Rudarstvo ni več. Strojni odkop je zdaj že stalnica. Mislim, da imamo edini aktivni premogovnik, samo še premogovnik lignita v Velenju, in tam je zadeva, bom rekel, se mi zdi dost dobro urejena, se stroji odkopljajo premog, ga zvozijo ven, ni več, bom rekel, teh težjih nesreč. So nesreče, vendar pa niso več smrtne. Bi prosil, če se držimo teme, pa da malo skrajšamo. S tem, da, lejte, v 15 pa do 20 smrtnih primerov imamo pa v zasebnem sektorju. 15 do 20 smrtnih primerov. Tako da je ustvarjanje znanj, kot je gospod Hrovat rekel, nujno. Zdaj, kako to sprave čez, je pa druga zgodba. Gospa Mariča Lah je pa povedala o strategiji, ki je bila sprejeta v aprilu 2021. Jaz mislim, da sem glavne stvari vam pojasnil. Novi lesni izdelki, lete, se sem povedal, lete, v nekaj mesecih smo pristopili k projektu kemične modifikacije lesa, zgodba je pripravljena, ponudili jo bomo našim poslovnim partnerjem in tudi širše. Ne ciljamo samo na domač trg, ampak evropski, svetovni trg. Iščemo, bom rekel, stratege. Sodelovanje z lesno industrijo pa je verjetno takšno, kot sami ugotavljate, podhranjeno. Zdaj, na kakšen način to bariero preskočiti, zapolniti vrzel, ki je nastala že od leta 1993 do današnjega dneva, je pa, bom rekel, velika umetnost. Zagotovo si moramo pa na nek način naliti čistega vina, da skupaj lahko smo na nek način uspešni, razdrobljeni, se bomo pa samo izgubljali v temi. Po moje je pot poenotena blagovna znamka, pod katero bomo tržili naše produkte na svetovnem trgu. To je, bom rekel, ali pa ena od istočnic. Žal, bom rekel, pa neki razni elaborati, študije, ki so praviloma napisane in končajo v zaprašenih predalih, daleč od tistega, kar si pa praksa želi in zasluži.
Hvala lepa, predsednik. Ja, hvala lepa, direktor, za obširno obrazložitve vprašanj in pa tudi prišli smo na nekaterih delih tudi na druge teme, ki so sicer zanimive, ampak pač niso sestavni del tega poročila. Hvala lepa, jaz mislim, da iz vaše strani je bilo povedano vse, da ni potrebno, da še kdo razpravlja, če želi lahko. Državni sekretar, gospod Harej, ima besedo, ker bo tudi na ministrstvo naslovljeno nekaj vprašanj. Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem, gospod predsedujoči, vodstvo SiDG-ja, spoštovani. Ja, jaz bom prav na kratko se dotaknil tistih zadev, ki se nas res dotikajo. Omenjen je bil tale pravilnik z naslovom Pravilnik o načinih, pogojih in merilih izbira izvajalcev pri oddaji posameznih del upravljanja v državnih gozdovih. Naj pojasnim, da je pravilnik pripravljen in je v medresorskem usklajevanju. Notri smo opredelili 80%, še vedno seveda bo veljala cena, 20% pa poleg ostalih pogojev, se pravi regionalnost in usposobljenost, 20% bo pa igralo v bistvu po točkovniku, bo prineslo tem kmetijam, ki so na teh območjih za omejeno dejavnostjo oziroma so kot gorske kmetije opredeljene kot usposobljene in zaradi tega pač bodo skozi teh 20% upamo, da bojo uspešne, da bo teh 20% dovolj, sicer bo potrebno spremeniti, pa tudi tu modificirati, no tu bomo pokazala potem sama praksa skozi izvajanje tega pravilnika. Ravno danes smo dobili sa strani službe za zakonodajo pripombe, tako da se nadejamo, da bo ta pravilnik hitro potrjen tudi na vladi. Glede gozdno-lesne verige ne pojasnim, da smo bili na to temo tudi že v državnem zboru v maju mesecu. V državnem zboru smo na seji komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, mislim, da smo potrdili, da smo se zavezali, da v enem letu sprejmemo ta akcijski načrt za gozdno-lesno verigo. Skupaj smo sedela, gospod Čuš je bil iz Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in nekako na žalost ali pa na realnost, bom rekel, nismo zadovoljni, vsaj na Ministrstvu za kmetijstvo, z hitrostjo realizacije tam, kar smo se v maju zavezali. Mi smo nekako obljubili, da bomo v letu sprejeli akcijski načrt, na podlagi katerega bomo tudi potem v naslednjih 10 letih delali tako na Ministrstvu za gospodarstvo, kakor tudi na Ministrstvu za kmetijstvo. Kaj hočem povedati? V letu 2011 je bil sprejet 2011 akcijski načrt Les je lep, ki smo ga sprejeli na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, oziroma smo bili mi koordinatorji, smo ga tudi pripravili in na podlagi tega akcijskega načrta smo tudi potem oblikovali javne razpise. Se pravi, program razvoja podeželja, skozi program razvoja podeželja med drugim smo financirali tudi usposabljanje za delo v gozdu, Zavod za gozdove tu izvajate delavnico že v bistvu že drugo 7-letno obdobje programa razvoja podeželja se v to investira, ravno tako se investira v primarno predelavo lesa, to pomeni v predelavo lesa do žage, se pravi in tudi z nekimi omejitvami, mislim, da je to 10.000 kubičnih metrov, se pravi, za tole primarno predelavo lesa smo nekako zadolženi na Ministrstvu za kmetijstvo, vse kar je naprej od žage dalje je tu neka pristojnosti Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Mi si se vsekako nadejamo boljšega sodelovanja z Ministrstvom za gospodarstvo, kakor ga imamo. Mi smo gospoda Ranca že večkrat pozvali, pa tudi z državnim sekretarjem Čušem sem stalno na vezi, kdaj bo namreč tale delovna skupina
je bila oblikovana v letu 2019, sestavljajo jo tako obe ministrstvi, gospod Rance predsedujoči, mi smo podpredsedujoči, naš gospod direktor direktorata, gospod Režonja. Potem je pa v to skupino medresorsko ali pa delovno skupino so imenovani predstavniki vseh inštitucij, ki se jih ta tema zadeva, tako raziskovalnih, izobraževalnih, kakor tudi konzorcijev, gozdno-lesnih verig in tako naprej. Vendar nažalost pač, gledajte, maja smo obljubili, da v enem letu bomo ta akcijski načrt sprejeli. Žal, ta delovna skupina se ni sestala niti enkrat. Tu je gotovo zelo nespodbudna informacija. Obvestil sem tudi že ministra in tako naprej. Državni sekretar me je prejšnji teden vendarle obljubil, da bo do tega sklica prišlo, vendar ostajamo vedno na nekih obljubah. Tako da upam, da zdaj v tem zimskih mesecih upam, da se bo kaj tu pospešilo. Tako da tudi na odgovor glede sledljivosti lesa iz slovenskih gozdov lahko rečem, saj je tudi direktor že, se pravi, les nasekan v državnih gozdovih se proda slovenskim žagam. Kam gre naprej ta sledljivost lesa je pa nekako pristojnosti oziroma je odgovor na MGRT-ju. Moral bi biti odgovor na MGRT-ju. Zdaj, kar se tiče naravnega prirastka v slovenskih gozdovih, seveda je tukaj ocena oziroma 9 milijonov kubičnih metrov. Naravnega prirastka imamo letno, posekamo ga 4 milijone in pol, kar je polovica. Zdaj, tudi Evropska komisija, tudi strategije za gozdove se sprejema, če je direktor že pojasnil, da mi v Republiki Sloveniji skrbimo za ta gozd, se pravi ekonomski vidik, vidimo socialni vidik in ekološki vidik, bomo zdaj v prihodnjih letih zelo pod pritiskom tega ekološkega vidika, saj strani Bruslja, strani Evropske komisije. Dejansko njih najbolj skrbi, bom rekel, ali pa si želijo zagotoviti, veliko se bo delalo na monitoringu, do leta 2025 pričakujemo nov sklop usmeritev direktiv na to temo, se pravi spremljanja ponora CO2 v gozdovih in tem monitoringu, temu spremljanju ponora bo verjetno sledilo tudi posredni in neposredni pritiski na zmanjševanje ekonomskega upravljanja z gozdovi, tako da tukaj se bomo mogli kot zelo bogata država glede na 60% poraščenost gozdovi zoperstaviti tovrstnemu pritisku, da bi zmanjševali gospodarjenje. Toliko sem imel jaz na kratko, če je še kakšno vprašanje, pa sem na voljo. Hvala. Hvala lepa. S tem smo nekako izčrpali tako vprašanje, razprave, kakor tudi odgovore. Jaz smo tukaj, preden gremo na sklepanje, rekel nekaj iz mojih izkušenj, par komentarjev, kar me malo pri tej stvari bega, kar se tiče SiDG, je to, da je 5 let deluje, pa se je 5 direktorjev zamenjalo, se pravi menjavanje vodstev vsako dejansko leto, to ni dobro. To kakorkoli že ima določen vpliv. Očitno izgleda tudi tako, da se z vsako menjavo oblastjo tudi te garniture zamenjajo, kar pomeni, da je velik vpliv še vedno politike v ta del in posledično pač verjetno v samo poslovanje. Ampak to je druga zgodba, tako ali drugače. Naslednje, ko bi izpostavil, je, letos imamo eno zanimivo situacijo, po dolgih sušnih letih je cena lesa neverjetno zrasla, ali pa je zrasla, bistveno bolj zrasla, kar posledično pomeni,
da zaradi tega tudi ni pritisk tudi tukaj na našo komisijo, kar smo poznali v preteklosti. Treba je nekaj narediti, naša lesnopredelovalna industrija nima lesa, je to, je ono, je tretjo. Se pravi, v samem temu trženju in višji cene lesa se pač te stvari nekoliko kompenzirajo, da ni nekih pritiskov, bo pa to nastalo, ker verjetno bo nekaj časa še cena lesa rastla, potem ali se bo ustavila in se bo potem pa pojavil tisti odgovor na to vprašanje, ki ga že skozi izpostavljamo. Zato je tako pomembno tole, kar ste pa nazadnje sekretar govoril, me pa tudi malo, kako bi rekel, žalosti ali pa preseneča, da ni medresorskega teka, se pravi, da Ministrstvo za kmetijstvo in gospodarstvo, to bi moral biti dejansko za vzor, ne zato, da mi ugotavljamo, da ne funkcionira tako, kot bi moral. Se pravi, to je absolutno treba popraviti, te relacije morajo teči gladko, če to ne bo teklo, potem zastonj ne bo nobena veriga, ne bo nič od tega, kar smo se pogovarjali. In bojim se, da bo vam časa zmanjkalo, se pravi, če v enem letu ni zdaj naprej, jaz ne vem, pa volitve, pa eno pa drugo vprašanje, kaj se bo zgodilo. Dobro, to je samo moj komentar, pač kot te stvari že dlje časa spremljam. Jaz mislim, da lahko preidemo kar na samo sklepanje. Komisija je nekako ugotovila, je pocenila, da je samo poročilo dobro, da je čutiti neki napredek v zadnjem času, tudi na tem delu pač delovanja SiDG-ja, da želimo pač, da se določene stvari greje še boljše. Je pa stvar tako, kot smo rekli, pač to je poročilo za nazaj in ni nekako neki strateški načrt za naprej, kar je pa bilo vmes nekaj tudi tega povedanega. Sklep bi se glasil, komisija se je seznanila z letnim poročilom družbe SiDG za leto 2020. Predlogi, ki so bili podani v sami razprave, pa so sestavni del mnenja, ki ga bo komisija pripravila. Se pravi, kdor bo bral mnenje, bo tudi videl, kaj je bilo vse predlagano za strani članov komisije. Je treba še kaj dodati, ali lahko dam na glasovanje? Dajem na glasovanje, kdo je za to, da se tak sklep potrdi. Hvala lepa. Je kdo nasprotuje? Ne, s tem ugotavljam, da je sklep sprejet. Je v redu, če jaz poročam na seji državnega zbora, se pravi odbora za kmetijstvo. Je to v redu, bom poročevalc. Hvala lepa, hvala vam, ki ste poročali, tako strani SiDG-ja, ministrstva, zbornice. S tem zaključujem to prvo točko in prehajamo na drugo točko, to je potrditev zapisnika 12. 13. izredne seje in 3. redne seje komisije. Predloge zapisnikov smo prejeli po elektronski pošti. Pisnih pripomb na zapisnik ni bilo. Je tukaj kakšna pripomba na kakršenkoli zapisnik teh treh sej? Če ni, bomo glasovali ločeno. Kdo je za to, da se potrdi zapisnik 11. izredne seje? Hvala lepa. Kdo proti? Ni. Ugotavljam, da je sprejeto. Kdo je za to, da se potrdi zapisnik 12. izredne seje? Hvala lepa. Kdo nasprotuje? Ne. S tem ugotavljam, da je zapisnik sprejet. In pa dajem na glasovanje zapisnik 33. redne seje komisije. Kdo je za to, da se potrdi? Hvala lepa. Kdo nasprotuje? Tudi ne. Hvala. Tudi ta zapisnik je potrjen. Prehajamo na tretjo točko, to je pobude in vprašanja svetnice in svetnikov članov komisije. Gospod Branko Tomažič ima besedo. Miha. Ja, hvala. Zveza lastnikov gozdov pa Kmetijsko-gozdarska zbornica opozarjata na strategijo Evropske unije glede gospodarjenja z gozdovi. Nekaj je že zdaj gospod Harej diskutiral. Kaj lahko mi pripomoremo ali kaj pomagamo pri tej stvari, ker se zdi, da strategija je omejevanje. Se pravi, zeleni naravovarstveniki povsod otežujejo normalno gospodarjenje in delo. To je moje vprašanje, ali je potrebno v naši komisiji v naslednjem seji kakšna razprava. Potem pa imam še eno, da ne bi hotel še enkrat govoriti. Posvet o prehranski varnosti smo sprejeli že na seji lanskem letu, potem prišla epidemija in te stvari nismo
nismo izvedli in zdaj se nekako pripravljamo in že pripravljamo, da bi imeli v decembru posvet o prehranski varnosti. Država je dolžna zagotoviti ugodno okolje za zagotavljanje prehranske varnosti. V tem smislu bi sam vas prosil, da je tu podprete, da gremo potem na ta posvet, ker sem tam predlagal, da se tu upiše ustavo. Zdaj pa gremo na posvet zaradi tega, da vse zainteresirane povabimo, da dajo razmišljanje, ali je to potrebno ali ni potrebno in da se potem o tem odločimo. Hvala. Ja, hvala lepa. Zdaj odpiram razprava na to pobudo, se pravi predvsem o organiziranju posveta. Seveda, nadaljevanje posveta pa je, kot je že gospod Tomožič omenil, pač vpis v ustavo pravica, da ne vem, do varnosti prehranske, kakorkoli. Moje mnenje osebno je tako, da jaz nimam nič in bom podprl, nič proti in njim bom podprl, da ta posvet je. Ko sam postopek o vpisu ustavo pa po vsej verjetnosti bomo mogel eden še krepko podučiti ali pa da bom spremenil mišljenje, kajti tu se mi zdi pa tako delikatna zadeva, da mislim, da imamo včasih tudi premalo vedenja, da bi lahko take stvari celo odločali. Mislim, da se je gospod Mavčec javil k besedi. Prosim, gospod Mavčec. Ja. Prosim, gospod Ocvirk, besede imate. Hvala. Zdaj, vpis v ustavo je tudi Vpis v ustavo je tudi po moji oceni mnenju nekako na meji cilja, ampak ta trenutek smo v državi Republiki Sloveniji začeli govoriti o strateških vprašanjih. Vsi govorijo o energetiki, velike razprave, ali bomo imeli hidroelektrarne, nuklearne elektrarne, ali bomo samo segreli oziroma imeli elektriko iz sonca. In ta energetska razprava je dosegla nivo strateške razprave na državnem nivoju in enako pomembna je tudi hrana, ampak ne zgolj z kmetijskega vidika kot pridelovalnega vidika, komercialnega vidika, ker kmet na nek način živi od tega poklica pridelave hrane, ampak z vojaškega, z vidika civilne zaščite, varnosti prebivalstva. Na podeželju bomo varni, v mestih ne bodo varni in mislim, da je to tisti cilj strateške razprave, ki lahko prinese nek rezultat podoben kot energetsko področje, kjer se sprašujemo o energetski varnosti, da nam zadeva ne propade. Hvala lepa tudi za to razpravo. Zdaj bi želel še kdo kaj okrog tega, če ne, potem bom prebral sklep. Komisija bo organizirala posvet pravice do prehranske varnosti in sicer 15.12.2021 v državnem svetu. Ne gre za pravico, ampak prehranska varnost kot strategija. Ne gre za pravico, gre za nacionalni cilj zagotavljanja varnosti. Na se ta pravica meni sploh ne gre, ampak to je že, mi govorimo o temu, se pravi, komisija bo organizirala posvet prehranske varnosti in sicer 15.12.2021. Je to v redu? Dobro, kdo je za tak sklep? Hvala lepa, nihče ne nasprotuje, ker smo vsi glasovali za. Je še kakšna zadeva? Če ni, ja, Marjan Mavčec ima še besedo. Hvala za besedo. Mene zanima, če je prišel kakšen papir v hišo državnega sveta, glede tega, da smo takrat, ko smo na prejšnji seji razpravljali o proračunih in pa tudi posledično izvajanju proračuna za naslednji 2 leti, ker tam so bile določene pomisleke glede financiranja v kmetijstvu. Kot strateške hrane, da ne bom našteval vsem pa tja, ker zadeva je pred zaključkom in jaz upam, da
smo odgovor dobili, če nismo dobili odgovor, mislim, da je treba zahtevati še enkrat, da bo pravočasno, da se ne bomo potem lovili zadnjo uro, zadnjo minuto, da ne bo spet telefone, da ne bo spet slaba volja, ker načelno smo vsi podprli, da so zelo pozitivne zadeve glede proračuna, ampak zelo veliki izpad v zraku, kot se temu reče, je pa sledenje prehrani kot strateškemu pomembnemu segmentu kmetijstvu, da se določene zadeve enostavno ne premaknejo in tudi na sklepe komisije Državnega sveta nismo dobili odgovore in koliko vemo tudi civilno-pravne inštitucije, ki skrbijo za kmetijstvo, tudi nimajo odgovor. Ja, hvala lepa. Res to dve stvari so. Eno je to, kar je gospod Matovič govoril, se pravi proračun potrditev in pa dejansko smo bili kmetijci najbrž edini v državnem svetu, ki smo nasprotovali pač ne tako proračuna, ampak kmetijskemu delu proračuna in smo rekli, da bo treba tokom, se pravi, še te jeseni pač določene stvari doreči, predvsem v strateškem načrtu manjkajoča sredstva, ki kmetijstvo potrebuje za normalno funkcioniranje in pa razvoj v prihodnosti. Se pravi, koliko razumem, se pravi, da se nekako zahteva odgovor iz ministrstva, kje smo zdaj dejansko, kako pripravljajo strateški načrt, ali so naredili kaj na temu, da bi pač ta manjkajoča sredstva, da bi ta manjkajoča sredstva pač nadoknadili. Ste me razumeli, o čemu sem govoril, da ne bi bili kakšne nesporazumi, gre za eno stvar. Proračun je bil podlaga za sredstva, ki jih nujno potrebujemo v skupni kmetijski politiki 2027. Ja, prosim. Predsednik, proračun je tako potrjen. Ja, vem. Zdaj, kaj bomo? Mi lahko samo zahtevamo od Ministrstva za finance, da nam da obrazložitev, koliko denarja imamo, vse drugega pa ne moramo narediti. Ko je enkrat sprejeto, je sprejeto. Ja, res je, samo ta proračun je bila razprava, podlaga za pripravo strateškega načrta 2020-2027, kjer pa smo skozi opozarjamo na manjkajoče sredstvo 380 milijonov in v zvezi s tem, glede na to, Malčič je hotel to reči, jaz sem ga točno razumem, kaj mi bomo dobili na mizo papirje, kjer teh sredstv ne bo, rekli bojo pa samo še 2 dni je časa. In v 2 dneh ti ne moš nič narediti. Mi sprašujemo ministrstvo, kaj so naredili in kakšno je stanje, da se pač v edini, se pravi, da se sklep, ki ga je komisija imela, da potrebujemo dodatna sredstva za načrt, pač če ki delajo na tem, no po domače povedano. Dobro, se s tem strinjamo, sej več ali manj vemo, zakaj se gre. Očitno imamo pa malo težave povedati, kaj bi rad. Dobro, s tem, če ni več drugega, se vam zahvaljujem in zaključujem današnjo sejo. Hvala lepa.